Pozdravljeni, dragi bratje, pozdravljene sestre, danes na dan državnosti pa Bogdaj, drage Slovenke in dragi Slovenci. Najprej začnem s tem, kar sem pripravil, se zahvalim gospodu Župniku in vsem, ki ste se odločili, da me boste povabili, in povem par besed o sebi, da boste lažje razumeli, zakaj želim to povedati, kar boste slišali. Star sem 59 let. 34 leto sem duhovnik, doma sem z Dolenjske, sem ponosen in vesel vernik, ponosen moški, ponosen katoličan in tudi ponosen Slovenec. 83. leta, ko sem bil pri vojakih v Sarajevu, so me aretirali zaradi tega, ker sem šel na cvetno nedeljo k spovedi. Sem aktivni udeleženec vojne za Slovenijo, torej sem veteran vojne za Slovenijo. 16 let pa sem deloval tudi kot vojaški duhovnik v Slovenski vojski. Bil sem prvi in sem torej to strukturo sodobnega demokratičnega standarda za vojake tudi vzpostavljal. Ob današnji spominski slovesnosti in sveti maši ne moremo drugače, kot da se vrnemo v čase, ko je Šentjošt in tudi naša celotna domovina doživljala stisko brez primere in da se v tisti čas zavezani resnici zazremo kot kristjani ter na dan državnosti molimo za našo domovino in državo. Kakor da bi pisec knjige preroka Jeremija opisoval stanje na Slovenskem v prvem letu vojne. Že slišim šušljanje mnogih, groza vse povsod. Da, okupirani smo bili kar strani 4 okupatorjev. Tretji rajh si je dal priključiti Štajersko in dobršen del Gorenjske, Prekmurje so zavzeli Madžari, nekaj vasi ob Dobovi so zavzeli iz takratne neodvisne države Hrvaške, ostali del Slovenije pa so zasedli Italijani in tu ustanovili provinco Ljubljana. Vsak izmed njih nas je tlačil po svoje in mučil naš narod. Vsak je imel za cilj, eni z večjo hitrostjo, drugi so se trudili z manjšo, iz tega geostrateškega prostora odstraniti ta kleni slovenski narod, ki ga je zaznamovala zgodovina, poseben, zahteven in enkraten lep jezik, ter svoje vrstna kultura, ki je izhajala iz krščanske, natančneje rečeno katoliške vere. Zdi se, da so v tem narodu dolga stoletja bili vera in kultura in jezik edino resnično povezovalne prvine, kajti za Slovence je od časov Karantanije ni bilo ne kralja, ne sodnikov in ne lastne države, kot tudi za Izraelce stara zaveza pravi za čas po razpadu njihovega kraljestva. Mnogi so se v tem času, izhajajoč iz temeljne pravice posameznika in naroda do življenja in preživetja, odločili in razmišljali o odporu. Pripravljali tajne odporniške organizacije, nekateri tigrovci na primer, pa so z oboroženim odporom takoj in prvi začeli in zato tudi prvi umirali. Mnogi so v času okupacije hoteli preživeti svoje družine ali da bi omogočili preživetje narodu. Drugi pa so skušali preživeti na najbolj koristoljuben način zase in za svoje ideološke skupine, ne oziraje se na nikogar in ne na ceno. V to slednjo skupino brez težav umestimo prvotno majhno skupino ideološko zelo zavirovanih, ki je šele ob napadu nacistične Nemčije na Sovjetsko zvezo stopila na prizorišče. Ta skupina je delovala čisto makiavelistično. Cilj opravičuje sredstva. Njihov način delovanja je kmalu pokazal, da jim je cilj bila revolucionarna vzpostavitev sovjetske Slovenije. V duhu internacionale šele po Stalinovem ukazu so začeli z bojem za Sovjetsko republiko Slovenijo. Ponavljam, Sovjetsko republiko. O tem pričajo njihove pesmi in literatura. Tudi izraze so peljali po vzoru ruske oktobrske revolucije. Oni so bili rdeči, vsi njihovi ideološki nasprotniki, namišljeni,
na začetku pa so bili beli ali pa plavi. Sredstva za dosego tega cilja revolucije so bile ugodne vojne okoliščine, ključno željo mnogih Slovencev po konkretni obliki upora proti okupatorjem. Prilastili so si upor in pravico do načina upora s ciljem revolucionarne zmage. Tu so jim bili mnogim na poto, od Šentjošta do Šentjerneja in Ljubljane, trdni kmetje, pokončni očetje, dobri učitelji, uspešni obrtniki in podjetniki, vplivni duhovniki in celo škofi. Primer. V 70. letih prejšnjega stoletja je šla trilogija Staneta Semičadakija s pomenljivim naslovom, malo ironično sicer po moje, Najboljši so padli. Tu opisuje dogodek, kako je jeseni 1941 z oddelkom čakal v zasedi na poti med Igom in Kureškom. Njihova naloga je bila ubiti škofa Rožmana. Škof Rožman je namreč večkrat rad peš poromal na Kurešček. V tem času še ni bilo videti velike nevarnosti in ni bilo hudih okupatorskih represalij. Ko se je škof s sprehajalcem približal zasedi, k temu priteče kurir iz Ljubljane, ki ga je poslal Kardelj z novim navodilom. Ne ga še ubiti, je še prezgodaj. Iz zapisov razberemo razočaranje Dakijeve skupine na tem, da niso mogli izvršiti atentata. Uzurpacija pravice in oblike upora, za trenutek malo revolucijo pustimo na strani, je povzročila prisiljeno sodelovanje nekaterih z okupatorjem, da bi preživeli, zlorabila mnoge, ki so se jim pridružili z resnično plemenitimi cilji za osvoboditev domovine in so se bolj borili na koncu proti Slovencem, kakor proti okupatorju. In prinesla smrt večjemu številu Slovencev kot okupatorjev že med vojno in množične pomore svojih vojaških in ideoloških nasprotnikov po njej, s katerim je ta totalitarna stranka pokazala svoj dejanski cilj, ki ga je imela od samega začetka revolucije. Charles Lindsay, častnik, angleški obveščevalni častnik recimo, ali častnik za zvezo v sodobnem jeziku, ki je med vojno deloval med partizani v 4. operativni coni, je v 90. letih prejšnjega stoletja v Ameriki izdal svojo knjigo spominov z naslovom Svetlobna znamenja v noči, s podnaslovom S Titovimi partizani v Jugoslaviji v času vojne. Približno takole je zapisal svojo ugotovitev. Slovenci so bili drugi narod na svetu takoj za Rusi, ki je doživel uspešno komunistično revolucijo. Mimogrede, dobro bi bilo prebrati slovenski prevod te knjige, ki je zelo zanimiv in te stvari ne omenja. Povojni čas pomorov se je prevesil v čas nadzora, ovajanj in terorja, ki ga na svoj način doživljal že prerok Jeremija. Takole smo slišali danes. Že slišim šušljanje mnogih. Grozal se povsod. Naznanite ga, naznanimo ga. Vsi moji zaupni prijatelji preže, da se spotaknem. Morda se bo dal zapeljati, pa ga bomo premagali in se maščevali nad njim. Konec navedka. Samo mi in sorodnimi vzkliki imamo pravico. Tako človek razume to zgodbo. V času vojne so za svoj cilj dosege oblasti poleg ideoloških uporabljali vojaška sredstva, v času prevzema oblasti zopet ideološka, zlasti vzgoji in totalitarna sredstva, strah, nadzor, klasifikacija prebivalstva, v času demokracije pa prav tako ideološka, kulturni marksizem, ideologija spolov, vgradnja teh ideologij v šolski sistem in rušenje vsega tistega, kar tradicionalno zahodne vrednote pomenijo. In seveda tudi zloraba inštituta demokracije in demokratičnih mehanizmov, zloraba civilne družbe in zdi se, da tudi sodstva v zadnjem času človek razume tudi celo ustavnega sodišča. Če hitro pogledamo v našo sodobno slovensko družbeno in politično področje, nekateri sploh ne poudarjajo ne demokracije in ne samostojnosti, čeprav ponovno predkano uporabljajo njene principe za dostop do vzvodov moči in oblasti. Uporabljajo pa izrazje iz prejšnjega sistema, iz totalitarnega, kot na primer fašizem,
in s tem dokazujejo, da živijo še vedno v preteklosti, da si poudarjajo, da glejmo naprej. Kot da ni že 32 let minilo, odkar imamo demokratično državo in to samostojno. Te formalne in neformalne skupine so preko ljudi in struktur, ki so šli skozi procese demokratizacije in osamosvajanja Slovenije, s pragmatizmom ali dejanskim nasprotovanjem ozadju še vedno poveličuje totalitarni sistem in nekdanjo državo. Obema pa smo se na plebiscitu odrekli. V tej luči razumemo tudi omalovaževanje vojne za Slovenijo, ukinjanje muzeja slovenske osamosvojitve, ukinjanje dneva spominov na žrtve komunizma. Če namreč priznaš veličino osamosvojitvenega in demokratičnega dogajanja in temu postaviš muzej, na nek način vzameš veličino vsem ostalim pomnikom in muzejem. Če priznaš, da je bil prejšnji družbeni sistem totalitaren in torej nedemokratičen in da v njem ni bilo prostora za slovenski narod in pravice ne naših, priznaš krivice storjene drugim in krivično pridobljene privilegije. Če priznaš žrtve sistema in revolucije, ki ji pripadaš, spodrežeš svoje temelje. Kaj šele, da bi izdali mrliške liste za vse pomorjene in jim torej dali ime in njihovim telesom dostojen grob. Z vsakim imenom umorjenih in zatiranih bi se namreč posebej sosula njihova ideologija. Z ukinitvijo dneva spomina na evidentne žrtve komunizma so samo potrdili prvi umor in jih na svoj način ponovno umorili. S povedanim torej ne želim izničevati iskrenega boja mnogih za osvoboditev izpod okupatorja, niti želim zavračevati pravice do obrambe svojega življenja, življenja svojih družin in naselij, hkrati pa lahko okupatorje obsodimo ne samo zaradi okupacije in zločinov nad civilnim prebivalstvom, pač pa tudi v tem, da niso zagotovili varnosti civilnemu prebivalstvu, ki bi jo po pravu morali. Ne želim niti zmanjševati zločinov, ki so bili storjeni med vojno na katerikoli strani, zlasti poboje, pomore po njej in vse zgodbe za sedaj še na tisoče brezimnih ljudi, ki so bili nekateri živi zakopani ali celo živi zazidani, ali pa po strelu zatilje zasuti s skalami. Danes smo slišali, nič ni zakritega, kar se ne bo razodelo, in skritega, kar se ne bo spoznalo. In čeprav se zdi, da ti ne morejo govoriti, v resnici kričijo. In ne bo blagoslova v našemu narodu vse do tedaj, ko bodo pomorjeni z vseh strani, z imenom in priimkom, preneseni na svetlobo slovenskega dneva in jih bomo dostojno pokopali. In to čisto vse. Dokler ne boš obsodil zločina v svoji sredi, bom odtegoval svoj blagoslov. To pravi že knjiga starozavezne modrosti, ponovim stavek. Dokler ne boš obsodil zločina v svoji sredi, bom odtegoval svoj blagoslov. Ne gre za to, da bi prevzemali resnico drugega, ampak da bi poiskali pot za naprej, ki pa lahko sloni na čisti resnici o preteklosti. Na Zaplazu so pred leti postavili križ z napisom Resnica, pomišljaj, sočutje. Pod križem je žara, v kateri je zemlja s krajev, ki so zapisani na obeh straneh. Jih bom prebral. Kočevski Rog, Argentina, Reichenburg, Begunje na Gorenjskem, Huda jama, Tezno, Rab, Šatež in Roje, Mirna, Gonars, Dachau, Auschwitz, Frankolovo, Gramozna jama, Osankarica, Sveti Urh, Javorica, Dražgoše, Sveti Oto Vrtojba, Teharje, Rižarna, Šentvit nad Ljubljano, Stari Hrastnik, Jesenovac, Krimska jama, Mavrlen, Turjak, Grčarice, Ukrajina, Cerkno in Lajše, Ljubim. Morda bi lahko zapisali še kakšen kraj.
Poznam, namerno govorim o sedanjiku, zato ker imamo kot kristjani vero v posmrtno življenje, partizana in domobranca, ki sta žal že oba pokojna. Po vojni jima je Bog dal živeti v istem kraju. Bivši domobranec je imel 5 otrok, vsi so bili klasificirani tako kot on, kot nasprotniki družbene ureditve, razredni sovražniki. Bivši partizan se je tudi oženil. Ženo žal nista mogla imeti otrok. Postal pa je ravnatelj podružnične šole. Kmalu sta postala najboljša prijatelja. Zanju je bila vojna končana pred pobojem. Le te sta oba obsojala. Ona dva sta doživela medsebojno spravo, odpuščanje in mir. Ko je bivši domobranec leta 1979 umrl, je bivši partizan, njegov vojni nasprotnik, pa hkrati prijatelj, takoj v najem vzel prazno parcelo na pokopališču ob grobu svojega prijatelja, bivšega domobranca, in plačeval najemnino za grob vse do svoje smrti v začetku 90. let. Danes počivata kot dva Slovenca, medvojna nasprotnika, pravzaprav skupaj. Skoraj se morda celo z rokami dotikata in si dajata roko sprave. Kot prijatelja in tako kot za časa življenja sočutno pričujeta o resnici, o spravi, o pomiritvi, o odpuščanju, o možnosti, da blagoslov pride. Ne bojte se, torej, pravi Jezus. In ko se danes v naši družbi govori tudi o novem pomniku slovenstvu in samostojnosti v Ljubljani, bi sam v sarkofag ob spomeniku poleg telesa enega padlih v vojni za Slovenijo položil tudi njuni telesi. Mislim, da njuni potomci ne bi imeli nič proti in da bi tako bilo prav. Blagor se našemu narodu torej piše, če ga izberemo. Sposobni smo ga izbrati kot tisti, ki jih išče sreča od Boga, kot tisti, ki jim je dan in razsodnost, in kot tisti, ki nam je dana milost vere. Vsakega torej, ki bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. Kdor pa me bo zatajil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatajil pred svojim očetom, ki je v nebesih. Bilo je rečeno, nam je Jezus rekel in dodal, jaz pa vam pravim, ljubite, odpuščajte, dobro delajte, molite. Kdor bo vztrajal do konca, bo zveličen. Gospod Jezus, prosimo te, da bi o tebi z razmišljanjem, s preudarnostjo, s sočutjem, odpuščanjem, z resnico in s konkretno izrazno močjo vere, s ponižnostjo in drznostjo v svetu vedno pričevali zate. Amen. Ker drugače se zbiramo za manj. Bog blagoslovi nas vse in Bog blagoslovi našo državo in domovino. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno. Je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se odresil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih stal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo,
ki je govoril po prerokih, in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Sestre in bratje, zahvalimo se danes za dar naše domovine in države in prosimo Boga Očeta, da bi jo bogato blagoslavljal. Podpiraj Slovensko cerkev, da bo zvesta svojemu poslanstvu služenja ljudem. Navdihuj državne voditelje in jim pomagaj pri širjenju medsebojne sprave. Bodi blizu staršem, učiteljem in vsem, ki skrbijo za razvoj našega naroda. Varuj vse prebivalce naše države pred poplavami, potresi in drugimi nesrečami. Podari večni mir našim pokojnim, ki so izgubili svoje življenje v vojni in nasilju. Nebeški Oče, naj Tvoja dobrotna roka spremlja in varuje našo domovino in našo državo. Prosimo Te, usliši naše prošnje in nam ostani blizu, ter nas blagoslavljaj. To Te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.